Viva podcast za višjo kakovost življenja. Srbeča resničnost. Življenje z atopijskim dermatitisom. Ste že kdaj pomislili, da je srbenje lahko hujše od bolečine? Tisti, ki živijo z atopijskim dermatitisom, vam bodo to potrdili. Gre za kronično kožno bolezen, ki srbi, peče in izčrpava in tako vpliva na prav vsak del bolnikovega življenja. Od vsakodnevnih obveznosti šole in službe, prostega časa in spanja do tega, kako se počuti v lastni koži. Bolezen lahko vodi do nizke samopodobe, diskriminacije, pa tudi socialne izključenosti. Atopijski dermatitis danes prizadene kar do 1/5 otrok in do 10 odraslih v zahodnem svetu, po nekaterih ocenah pa še več. To pomeni, da imamo v Sloveniji kar od 240 do 270 tisoč bolnikov z različno hudimi oblikami bolezni. Viva podcast. Kako torej živeti z boleznijo, ki ne dovoli mirnega spanca? Kateri so najpogostejši sprožilci? Kako atopijski dermatitis vpliva na duševno zdravje in samozavest? In kako na odnose? Kakšno breme za družino, tudi finančno, prinaša? Kje bolniki iščejo rešitve za srbenje, rane, vnetje in nespečnost? In predvsem, katere nove možnosti zdravljenja obetajo boljšo kakovost življenja za bolnike? V tokratni epizodi Vivinega podcasta nam dermatovenerologinja, docentka dr. Mateja Starbek-Zorko pojasnjuje, kaj atopijski dermatitis je, kako se razvija, kako ga diagnosticirajo in zdravijo. Mladi bolnik Matic, ki ga bolezen spremlja že od rojstva, pa z nami deli svojo osebno zgodbo. Jaz sem mamo malo spraševal o teh stvarih, kako pa kaj. Povedala mi je, sicer to zdaj že nekaj časa vem, ampak da se je zakompliciralo že pri porodu. Imel sem ovito popkovino okrog vratu, enkrat pa okrog trebuha 2-krat, tako da v bistvu sem se nekako že zataknil na poti ven in je bil dosti stresen ta porod, vsaj za njo, pa najbrž zame tudi. In zaradi tega so potem rabili narediti carski rez. V bistvu se je pa nekako problematičen, sem prišel že ven na svet. Imel sem zelo rdečo kožo, zelo tako iritirano. In se ne vem, kako bi povedal, ampak začel se vse skupaj že kar takoj od začetka. No, diagnoze so pa pol začeli postavljati na 6 mesecih, ker treba mečkom počakati za otroka, da se razvije. Bila je zelo iritirana koža, rdeča koža, izpuščaji, veliko sem polival, se pravi, so bile neke težave tudi z dojenjem, tako da to so bili te čisto prvi simptomi. Torej, atopijski dermatitis je kronična kožna bolezen. Ena najpogostejših bolezni, s katero se srečujemo dermatologi, predvsem pa najpogostejši kronični dermatitis v otroški dobi. Torej, navadno se prične v večini primerov v dobi otroštva, najbolj pogosto že v prvih mesecih življenja, torej tam nekje okrog 3. meseca se pričnejo prvi simptomi in znaki bolezni, zelo redko kdaj se prične že v dobi novorojenčka. V dobi novorojenčka imamo morda kakšne druge dermatoze, ki jih je včasih težko ločiti od atopijskega dermatitisa, se pa lahko kasneje izkaže, da je pač bolezen kronična in se je morda pričela že malo prej tudi pri otroku, kot pa je bila neprepoznana. Torej, bolezen se pojavlja v otroštvu tam nekje do 20% v zahodnem svetu, medtem ko pri odraslih je bolezen nekoliko redkejša, tudi redkeje jo vidimo s pričetkom šele v odrasli dobi. Odrasli za boleznijo zbolevajo, različni so podatki, tam nekje maksimalno do 10% odraslih bolnikov naj bi imelo atopijski dermatitis. Običajno se bolezen prične na posebnih mestih, ki so značilna glede na to, kako starega oziroma mladega bolnika imamo pred seboj. In značilno za bolezen je, da imamo kožo vneto, suho in da koža srbi. Torej, to je najbolj tipičen simptom, ki spremlja to kronično kožno bolezen. Če imamo pred seboj dojenčka, najbolj pogosto vidimo spremembe po obrazu. To je najpogostejša prva manifestacija. Torej, vneta koža, srbeča koža, lahko rosi, tudi otekla koža v prvi fazi, ko je močno vnetje.
po licih, potem se spremembe širijo zelo rade na vrat, na prsni koš, tudi drugje po glavi, v lasišče in pa zelo radi imajo dojenčki spremembe po zunanjih delih udov, torej ne v pregibih, pač pa po zunanjih delih. Seveda se pa bolezen kadarkoli in pri tistih, ki imajo težjo obliko bolezni, razširi tudi drugje po telesu, torej imajo generalizirano obliko, kot mi rečemo. Bolezen seveda potem, ko otrok odrašča oziroma če imamo pred seboj odraslega bolnika, klinično izgleda lahko drugače. Če imamo dojenčka, kot sem omenila, so spremembe zelo vnete, lahko roseče, s kroničnostjo bolezni se pa pridružijo predvsem lichenificirani plaki, mi rečemo, torej zadebeljena koža, zelo suha koža, pa seveda ves čas bolezen spremlja srbež, ki je lahko zelo močan, lahko blažji in posledično s srbežem gre tudi nespečnost, torej bolniki zaradi srbeža slabo spijo, ponoči se zbujajo, se praskajo, čez dan so posledično neprespani in podobno. Sama bolezen je multifaktorsko pogojena, torej veliko enih dejavnikov vpliva na to, ali se bo bolezen pri nekom izrazila ali ne. Imamo dve obliki, ločimo intrinzično in ekstrinzično obliko, glede na to, ali imamo pred seboj bolnika, ki ima neke znane alergije in te alergeni, če je z njim v stiku, vplivajo na to, da se bolezen pojavi oziroma poslabša. To je ekstrinzična, medtem ko intrinzična oblika je pa tista oblika, kjer imamo pred seboj bolnika, kjer mi z alergološkimi testi ne potrdimo neke alergije oziroma nagnjenosti k alergijam, bolnik pa vseeno ima težave s kožo v smislu atopijskega dermatitisa. Torej velikokrat predvsem starši otrok zmotno mislijo, da če je atopijski dermatitis, je pa v ozadju neka alergija. Ni nujno alergija, seveda lahko, ni pa nujno. So tudi drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na to, ali se bolezen pojavi ali ne. Vemo, da pri bolnikih z atopijskim dermatitisom imamo lahko tudi kakšne genske spremembe, naprimer mutacija za filagrin je tista, ki je najbolj znana in bolniki z atopijskim dermatitisom v primerjavi s tistimi, ki nimamo tovrstnih težav, imajo pogosteje pridruženo mutacijo za filagrin, torej tudi genetika do neke mere lahko igra vlogo pri pojavu in seveda klinični sliki bolezni. Koža je, če se spomnim, največji organ v telesu in je zelo problematično, kar se tiče raznih dotikov, raznih materialov, recimo pesek je zelo problematičen, sploh kadar imaš ti razpoka na kožo, atopijski dermatitis, ki ti pride v tiste mikro razpoke, pa tudi svoj pot recimo je problematičen, tudi na to sem imel diagnozo z alergijo, tako da je bilo zelo pestro otroštvo in odraščanje. Največji problem so bile kakšne plastične stvari, recimo dresi. Jaz sem igral nogomet že od 5. do 18. leta in tam se uporabljajo oblačila, ki se čim prej posušijo oziroma upijajo vlago in tako naprej. In to je pač plastika. To je bilo malo problematično, ampak večinoma je pa kakšna hrana bila veliko bolj problematična. Ja, torej, kot je bilo omenjeno strani bolnika in kot sem že prej omenila, praktično najbolj moteč simptom pri bolezni, ki spremlja atopijski dermatitis, je srbež. Gre za velikokrat kronično zadevo, torej stalno prisoten srbež, sploh v otroški dobi se otroci mogoče z igro malo zamotijo in jih malo pozabijo na to, da jih srbi, ko se pa umirijo, ko gredo spat, naprimer takrat je pa ta simptom najbolj moteč in najbolj izrazit in posledično tudi po noči, ko so umirjeni, se zbujajo in praskajo in nič drugače ne tudi pri odraslih bolnikih. Torej, ta srbež, ki je ponavljajoč, kroničen, zelo pomembno vpliva na kvaliteto življenja, tako bolnika kot njihovih svojcev, sploh če imamo pred seboj otroka, in seveda vpliva tudi lahko na dela zmožnost oziroma delo samega človeka. Torej,
kot je bilo rečeno strani bolnika, so določeni materiali, ki dodatno lahko poslabšajo samo bolezen in posledično tudi pripomorejo k srbežu. Naprimer, stik z volno je zelo znan, to je zelo znan material, ki poslabša tako dermatitis kot srbež se intenzivira, potem mogoče oblačila, ki ne dihajo, kot rečemo, kakšna sintetika tudi ni idealna. Velikokrat bolniki povedo, da je slabše po zimi, takrat imamo centralno korjavo, suho ozračje, zunaj je mraz, veter, to poslabša stanje kožne bolezni, koža je bolj suha, tudi bolj srbeča posledično. Po drugi strani pa čez poletje, če je vročina, če je toplo, prekomerno potenje tudi lahko poslabša tako simptome kot samo bolezen. Torej, vse to morajo bolniki imeti v mislih in sami sebe dobro opazovati oziroma se poslušati in se poskušati čim bolj izogniti nekim zunanjim dejavnikom, ki jim bolezen in posledično tudi srbež poslabšajo. Kot otrok mi je bilo najbolj problematično, ker sem imel še alergije zraven, in mi je bilo najbolj problematično gledati v šoli sošolce, kaj vse lahko oni jejo, kaj jaz ne morem. V bistvu že kot otrok vidiš, da si drugačen, in si tudi pač tretiran tako. Otroci, vemo, nimajo nobenega filtra, in pride do tebe direkt in te vpraša, kaj imaš pa ti to, zakaj izgledaš kaj ena spaka, ali kaj, pač nima veze. In se moraš nekako prilagoditi situaciji, ker vse in si v neki manjšini oziroma ne poznaš toliko veliko ljudi v tem krogu. Kot najstnik oziroma kot nek mlad odrasel kasneje, me je pa to zelo zmotilo na področju tega, kako izgledaš pač navzven, ker je nek socialen pritisk, kako izgledaš. Se navadiš na razne reakcije, ampak nikoli pa ni to, se ne počutiš dobro. Ko vidiš, da si drugačen, velikrat sem si rabo dati kakšne dolge rokave, tudi kadar je bilo zunaj dosti toplo, ker je šlo predvsem meni na živce, kako izgleda pač določen predel kože, in pa sem si lahko samo omislil, kako to pač drugim izgleda. Torej, kako doživljajo samo bolezen bolniki, seveda je odvisno od tega, ali je to dojenček. On se morda še ne zaveda same bolezni, se pa dobro zavedajo njegove bolezni starši. Bolezen na vseh nivojih življenja zelo pomembno vpliva na kvaliteto, tako pri majhnem otroku, kot potem kasneje, ko so otroci v šoli, v vrtcu, kjer jih lahko zbadajo. Potem najstnik seveda želi biti všečen okolici, če ima vneto kožo, če ima suho razpraskano kožo, jasno, da okolica to sprejema drugače, morda ne tako direktno, kot je to pri majhnih otrocih, ampak se pa indirektno lahko pokažejo številni vplivi na kvaliteto bolnikovega življenja, da ne govorim seveda pri odraslih, zelo pomembno vpliva na samo kvaliteto in tudi na samo podobo bolnikovo. To je pa v najstniški dobi zelo pomembno. Kakor se jaz spomnim, oziroma kakor sem se pogovarjal z to dermatologinjo, kjer je zdaj hodil na kontrole, se to spreminja skozi čas. Od začetka so bili recimo na pregibih, pri komolcu, notranji strani komolca, kolena, pa se mi je to spremenil, sem imel bolj problematičen obraz oziroma vrat, trebuh, spodnji del hrbta tudi, tako da nekako se je spreminjal skozi čas. Ne spomnim se točno, do kdaj je bilo kje, ampak ni bilo fiksno. Zdaj se zdravim z biološkim zdravilom peresniki, si jih moram inicirati na 2 tedna, in v bistvu, če si to znate predstavljati kot neko krivuljo, včasih je bilo en dan ful dober, naslednji dan je šlo zelo nadol, in je pol ostalo nadol, par dni. Zdaj pa ta krivulja mečkam bolj kot neki valovi. Dlje časa traja, da se stanje poslabša, pa malo manj časa traja, da se zboljša. Ne znam opisati, ampak so blažji tudi te simptomi. Ne rabim toliko veliko uporabljati kakšnih lokalnih terapij. Torej, samo zdravljenje sovpada oziroma se prične, ko se pojavijo prvi simptomi in znaki bolezni. Torej, osnova zdravljenja je ustrezna, redna, vsakodnevna nega. Uporaba ustreznih mil, šamponov, ki jih je
potrebno kupiti v lekarni in so dražji, posledično je to tudi seveda vpliva na izdatke v družini oziroma pri posamezniku. Potem je ob umivanju potreben velikokrat večkrat dneven nanos ustreznega mazila, ki ga je tudi potrebno kupiti. Seveda zdravnik lahko določena mazila predpiše, tako izbrani zdravnik oziroma pediater kot potem dermatolog, vendar pa ta mazila so velikokrat pri bolnikih premastna oziroma jih dojemajo kot premastna, težko potem gredo namazani v šolo, v službo in se velikokrat temu do neke mere poskušajo izogniti tudi z namenom, da lahko normalno funkcionirajo. Vendar pa seveda, če koža ni namazana, je suha, posledično bolj srbeča, zaradi srbeža se praskajo, pride do izrazitejšega vnetja in imamo nek začaran krog. Torej, osnova je sigurno redna vsakodnevna nega. Takrat, ko je koža bolj suha, je treba bolj pogosto negovati in uporabljati mazilne podlage oziroma mastne izdelke. Tudi v lekarni se kupi veliko enih izdelkov, ki so namenjeni negi atopijskega dermatitisa, seveda je pa to vse samoplačniško in predstavlja dodatno finančno breme bolniku oziroma družini. Je bistveno težje, ko moraš skrbeti za nekoga, ki ima take probleme, ker ena stvar je, da ne veš, kako temu človeku pomagati, oziroma kaj ta človek rabi, in pa imaš kar neke slepe investicije v neko upanje. Gre pa ogromno denarja za te stvari. Prvo za kremice, so bistveno dražje za občutljivejše kože in tako naprej. Šamponi so tudi, ne pride, 3 evre za pol litra šampona, pač pa 20. Tako da si bi mogoče znal predstavljati, kako je biti na maminem mestu takrat. In da ni lahko. In tudi mislim, da je zelo malo neke finančne pomoči strani države, so neki programi oziroma stvari, na katere se rabaš prijaviti in dokazati, da tvoj otrok potrebuje te in te stvari, ampak ni prijetno. Tudi vpliva finančno, recimo, namesto da vržeš 150 evrov za otroka na mesec, bi lahko 150 evrov za hrano, ne bi rabo skrbeti. Viva podcast. Prej jaz za to nisem vedel. Tudi nisem vedel, da je to zakompliciran, da moraš iti na konzili, da moraš čakati, predvsem veliko čakati. Je to, ker časovno ti veliko vzame postopek, ker ne veš, kaj boš, a boš dobil, a ne boš dobil. Zdaj, ne nazadnje, to je kronična bolezen, tako da to ne moreš pričakovati, da bo kar izvenelo, oziroma pri kakšnih primerih se zgodi, da pač to gre za par let stran in pol pride nekje nazaj, greš na morje se kopati v eno malo bolj umazano vodo in dobiš nazaj atopijski dermatitis in si spet na isti točki. Tako da to je ena stvar, ki jo veliko zdravnikov pač pozabi povedati, da to je kronična bolezen. Ko ima bolnik omejeno obliko bolezni, ko ima prizadete posamezne predele, pri odraslih je to najbolj pogosto, naprimer v pregibih udov, vrat, morda okoli oči, če so to posamezni predeli, da ni veliko prizadete kože, pa če se bolezen hitro in enostavno umiri z lokalno terapijo. Osnova zdravljenja so lokalna protivnetna zdravila, torej lokalni steroidi, novejša zdravila so lokalni imunomodulatorji, to vse lahko predpiše izbrani zdravnik. Če s tem uspe umirjati bolezen in ima obdobja umirjene bolezni, ki so dolga, tedne, mesece, potem ni neke velike potrebe, da bi bilo potrebno bolnika napotiti k dermatologu. Če imamo bolnika pred seboj, ki ima težjo obliko bolezni, več prizadete kože, kjer kmalu po tem, ko se vnetje umiri z lokalno terapijo, pride do ponovnega poslabšanja, to reče v parih dneh je že ponovno slabše, v takem primeru seveda je pa bolnik kandidat za dermatološki pregled in verjetno tudi za neko drugo vrsto, ne samo lokalno zdravljenje. Zelo pomembno je tudi, če ima bolnik prizadeta posebna mesta, obraz, vrat, roke, kjer seveda to pomembno vpliva na kvaliteto življenja. Tudi v tem primeru, če morda nima zelo veliko prizadete kože, se odločamo tudi za sistemsko terapijo. Bilo je kar dosti kmalu, tako po kakšnih 2-3 mesecih mogoče. Je že bilo pač opazno to, da ni toliko hudo stanje, kakor je včasih bilo, oziroma da se ne more toliko poslabšati. Zadnje čase imam pod koleni še vedno, v spodnjem delu trebuha oziroma nad pasom
in pa pod komolci oziroma notranji strani komolca. Ampak to je zelo blaga varianta, bistveno blažja, kot je bilo to pred temi zdravili. Pri meni je, ker sem igral nogomet, je bilo problematično to, če se nisem stoširal takoj po telesni aktivnosti, začne iritirati koža, začne srbeti, začne skelet oziroma pečt. Morje je včasih problematično, sploh če imaš kakšne spuščaje, pa te stvari skočiš v vodo in te začne, kot bi te nekdo soljo na rano zalil. Primerov je veliko, ampak zdaj z glave se jih ne spomnim, ker to je nekako moje vsakdanje življenje ratalo in je odvisno od situacije. No. Vseeno igra veliko vlogo pri tem higiena. To sem nekako že vajen pač iz otroštva, zaradi takšne razpokane kože rabiš veliko raznih mazil, raznih kremic, tudi specifične šampone uporabljati in tako naprej. In to igra v bistvu zelo veliko vlogo, če nekako držiš higieno na nivoju, ki je pač potreben za to bolezen, ti ta zdravila še toliko bolj pomagajo oziroma lajšajo simptome, kakor če se tega ne držiš. Tako imenovano napredno zdravljenje oziroma novejše oblike zdravljenja imamo na voljo v zadnjem desetletju, bomo rekli, morda še toliko ne v Sloveniji. Sprva navadno pridejo ta zdravila, ki so sistemska, na voljo za odrasle bolnike, kasneje tudi za adolescente oziroma za majhne otroke. Na srečo imamo pri nas na voljo že kar nekaj let biološko zdravilo, to je eno od prvih teh naprednih terapij. Gre za zdravilo, ki se aplicira v obliki subkutanih injekcij, tudi bolnik je o tem spregovoril in ima to vrstno terapijo. Zadnja leta imamo pa na voljo še druga vrsta napredne terapije, to so pa male molekule, sem sodijo jak zaviralci, gre pa za peroralno terapijo, kar je morda lahko prednost tudi za nekoga, ki ne želi injekcije, je pa treba seveda zdravila jemati vsakodnevno, torej vsak dan tabletka, da seveda dosežemo neko izboljšanje. Kar se tiče izboljšanja, želimo si vsaj 50% izboljšanja, to je neka meja, ki jo je postavila tudi zavarovalnica in katere se zaenkrat držimo, seveda pa vsi, tako terapevti kot bolniki, težimo k temu, da bi dosegli čim boljše izboljšanje, če se lahko temu tako reče, torej minimalno aktivnost bolezni, o tem se zdaj veliko govori, torej ne 50, 75, morda 90% izboljšanje in srbež minimalen ali pa celo odsoten, torej to so te cilji, ki jih želimo doseči, ni pa možno vedno doseči tega pri bolnikih. Torej nekateri bolniki, jaz imam kar nekaj bolnikov, ki jih zdravim, predvsem mlajših, torej otrok in adolescentov, dosežejo praktično popolno izčiščenje kože. Je pa res, da bolezen v otroški dobi lahko poteka malo drugače, predvsem na dolgi rok se bomo rekli celo več kot 50% zgodi, da otrok s starostjo oziroma z leti bolezen preraste, kot rečemo. Torej, bolezen v otroški dobi oziroma adolescenci lahko mine. Če imamo pa mi pred seboj odraslega bolnika, pa tega ne moremo pričakovati oziroma je težko pričakovati. Torej, pri takem bolniku pa lahko računamo, da bo zdravljenje dolgotrajno, večletno in seveda pri takem si želimo čim bolje obvladovati bolezen, če ne gre samo s sistemskim zdravljenjem do neke mere zmanjšamo vnetje, zmanjšamo zagone in težo zagona v bolezni, morda so zagoni manj pogosti in takrat, ko do zagona pride, je manj potrebno zdravljenja lokalnega dodatno. Seveda pa vedno spodbujamo bolnike, da ko pride do poslabšanja, uporabljajo lokalno terapijo, saj jim ta pomaga, da se ta zagon bolezni hitreje umiri, kot pa če bi imeli dalje samo sistemsko zdravljenje. Torej, doseči izboljšanje ob novejši terapiji potrebujemo nekaj mesecev. Predvsem pri biološki terapiji 4 do 6 mesecev, da dosežemo neko izboljšanje in seveda to izboljšanje tudi ocenimo. Namreč govora je bilo o konziliju, zdaj niti ni več potreben konzilij, imamo register bolnikov z atopijskim dermatitisom in vsak dermatolog, ki to vrstnega bolnika zdravi in ima dostop do registra, ki ga predtem pridobi, lahko bolnika vpiše v register in po 4 do 6 mesecih oceni izboljšanje in ponovno to vpiše v register. Torej ta čas od pregleda pri zdravniku pa preiskav pa do
pridobitve nove napredne terapije zdaj ni več tako dolg, ker lahko ta čas čakanja na konzilij in odločitve konzilija skrajšamo oziroma ni potreben. Pri meni je bilo tako, da sem bil že od začetka v tem, tako da si niti ne znam predstavljati, kako je to, ne vem, odkrit pri 6. letu ali pa kaj takega. In jaz sem nekako že bil v tem sistemu, tako da težko rečem za druge, kako to dojemajo oziroma doživljajo. Vem pa, da je ena stvari, ki jih zelo radi spustimo, psihologija pri tem. Kako ti otroci z atopijskim dermatitisom, to je zdaj samo moje mišljenje, razvijajo zelo veliko empatije do drugih ljudi, ker so že sami v vlogi, ki je pač drugačna, težja in tako naprej. In veliko ljudi se potem s časoma ubada z raznimi eksistencialnimi vprašanji in na temo psihologije. To je ena stvar, ki sem jo jaz začel šele 2 leti nazaj malo raziskovati pri sebi, je ena, da ima način razmišljanja zelo velik pri tem, kako in kaj. Jaz hodim k psihologinji 1 leto in je tudi zaradi tega se mi zdi, mi pomaga tudi telesno in se ubadati z raznimi izzivi in težavami. Torej, zdravila, napredno terapijo lahko predpiše dermatolog. Vem, da je dostopnost do dermatologa v Sloveniji težka, vendar pa ko enkrat do dermatologa prideš, seveda ta dermatolog se odloči na podlagi tega, kako je težka bolezen. Če imamo več kot do 10-15% prizadete kože, če imamo prizadeta posebna mesta, o katerih smo prej govorili, in bolezen pomembno vpliva na kvaliteto življenja, torej imamo vprašalnik o kvaliteti življenja, ki ga bolnik reši, vprašamo ga, kako močan je srbež, kako močna je nespečnost na lestvici od 0 do 10, če je to nad 6, na primer, potem so to eni subjektivni kriteriji, ki vplivajo na odločitev, ali je bolnik primeren kandidat za tovrstno terapijo, pa seveda klinična slika, ki jo prav tako oceni dermatolog. Torej, pred uvedbo terapije se opravi določene preiskave, odvisno za katero vrsto zdravila gre, potem se zdravilo uvede in se bolnika redno spremlja. Seveda pa samo umirjanje bolezni z neko terapijo velikokrat ni dovolj. Vemo, da bolniki, kot je bilo že prej rečeno, imajo lahko težave tudi s psiho, ker bolezen vpliva na kvaliteto življenja, na samopodobo, torej tudi neka vloga in pomoč psihologa je velikokrat dobrodošla in tudi potrebna. Mi, če vidimo, da je to potrebno, bolniku svetujemo, da se obrne na psihologa, izbranega zdravnika, če je možno, da se z njim malo pogovori, tudi seveda na skupine, kjer se bolniki združujejo, tudi te skupine so zelo pomembne, oziroma društva, kjer se o tem lahko govori in si med seboj lahko pomagajo. Najhujši trenutki so srbečica, izpuščaji, ker ne veš, kaj narediti. To je najhujši trenutek, ker ne veš, kaj bi. Pač veš, da imaš, veš, da se ti dogaja neka reakcija, veš, da so izpuščaji, ampak ne veš, kaj lahko narediš. Včasih sem šel pod mrzlo tuš v upanju, da bo to pomagal, prideš ven, je vse isto. Razne kremice, tudi to moraš počakati, da pride do efekta. Ne vem, kakšne pol urce, kaj tazga. Najhujše stvari so se tako dogajale na urgenci, tako da jaz za pol tistega se ne spomnim. Dostkrat imam probleme s spanjem poleti, ker je vroče, oziroma tudi, če nimam ventilatorja v sobi, mi je prevroče, ne morem spati, pot iritira kožo in se zgodi včasih, da rabam iti sred noči vstati in iti po tuš in zamenjati prevleke in rjuhe in tako naprej. Po zimi je pa pač druga stvar, ker je zaradi suhega zraka tudi koža pač posledično bolj suha in razpokana. Tako da najbolj optimalno vreme za atopijski dermatitis sta pomlad pa jesen. Veliko blažji so te simptomi, ampak se pa še vse dogaja. Jaz ne bi nič spremenil, zaradi tega, ker se mi zdi, da moraš iti čez določene stvari, ki ne delujejo, da lažje najdeš tisto, ki ti potem pač bolj odgovarja. Zdaj ne vem, kako je to z mamine strani, ker do 18 leta oziroma mogoče še kakšen let kasneje ona financirala te stvari in gre zelo veliko denarja za razne terapije in če ne moraš čakati, ne vem, 6 mesecev na en pregled, pa greš nekaj drugega, neko alternativo iskati. Ampak jaz ne bi nič spremenil, ker zdaj lahko gremo v ne vem kakšne situacije, kaj pa če
in je milijon različnih situacij, ki pač pridejo iz tega. No. Bolniki včasih v obupu niti ne želijo več naše pomoči in se k dermatologu niti ne obračajo več. Vendar pa imamo na voljo sedaj nova, varna zdravila, preizkušena zdravila že na tržišču v tujini še dalj seveda kot v Sloveniji. Raziskave kažejo, da so varna tudi dolgoročno in seveda apeliram na bolnike, naj premislijo in če si želijo tovrstne terapije, naj se odločijo in ponovno obiščejo svojega dermatologa, da se z njim pogovorijo, mu seveda omenijo, da želijo tovrstno terapijo, da bo dermatolog tudi vedel, zakaj so prišli in seveda se odločijo za tovrstno terapijo, če so pravi kandidati za to. Viva podcast. Poslušali ste epizodo Vivinega podcasta Srbeča resničnost – življenje z atopijskim dermatitisom. Z bolnikom Maticem in dermatovenerologinjo, docentko doktorico Matejo Starbek Zorko, sem se pogovarjala Mateja Jordan.